Festival je bil organiziran že 8. leto. Na njem pa se srečajo različni umetniki, torej na področju glasbe, likovne umetnosti, dramaturgije in literarnih prispevkov, pa tudi športa. Kakšna je bila vaša skupina? Ja, mi smo na festival prijavili 4 nominacije. Najprej smo prijavili skupino Čudoviti v kateri igrajo 4 fantje z avtizmom, v kategorijo izvajalska umetnost. Potem smo prijavili še učenca Nala Frankoviča v enako kategorijo. Glasbeni center Do re mi smo prijavili v kategorijo dosežki v skupnosti oziroma vodilne organizacije v skupnosti. Občina Bled je pa mene nominirala v kategorijo učitelji. Bili ste zelo uspešni in prinesli kar 3 priznanja. Ja, veseli smo vsakega priznanja posebej. Fantje iz skupine Čudoviti so prejeli 3. nagrado. Potem naša šola je prejela 2. nagrado, sama pa sem dobila 1. nagrado. Kakšni so vaši vtisi iz tega kanadskega mesta Vancouvra in pa seveda iz festivala otrok z avtizmom? Za največjo dragocenost bi si vzela potovanje, možnost, da smo šli vsi skupaj, pogum staršev, pogum otrok, potem seveda srečanje z mnogimi ljudmi iz celega sveta na samem festivalu. Vancouver pa seveda ponuja veliko užitkov, ima zelo lepe zelene parke, veliko aktivnosti tudi za mlade, tako da smo fante peljali v muzej Svet znanosti in pa v akvarij. Kdo je pripravil ta Fantom iz opere? Fantoma iz opere si je zamislil naš učitelj Primož Keršten. Na njegovo pobudo je gospa Tatjana Pintar napisala scenarij. Potem pa so s fanti vadili še drugi mentorji, Neža Koželj jih je tudi pripravljala na klavirju. Lahko pa rečem, da je Primož Keršten poskrbel, da je celotna zgodba postala uspešnica. Velikokrat ste bili na gostovanju s to opero. Ja, smo se kar sami potrudili, smo si zastavili cilj, da so fantje ambasadorji in da bomo 2-krat na mesec pač pripravili predstavo na različnih koncih Slovenije. To nam je tudi uspelo, saj je bila ta predstava v Kanadi, mislim, da že 27. po vrsti. Je bila pa tudi edina predstava na festivalu, ki je doživela stoječe ovacije.